Nogometna dejavnost zagotovo sodi med tiste z najdaljšo tradicijo v krajevni skupnosti. Njeni začetki segajo v prvo polovico 70. let prejšnjega stoletja. Davne pomladi leta 1973 se je skupina mladeničev, katerih hobi je bila tudi fotografija, odločila, da se preizkusijo v nogometu. Polni mladostne energije, športnega zanosa so kovali nove načrte. Pomladi leta 1974 so klub vpisali v register društev. Prva lovorika je v klub prišla že kaj kmalu, in sicer leta 1976, ko je klub postal prvak druge gorenjske lige, s tem pa si je priigral tudi pravico nastopanja v višjem rangu tekmovanja. Ekipo so v večini sestavljali mladeniči iz Orehka, Drulovke in pa Planine. V sezoni 80-81 so osvojili vse lovorike, kar se jih je tedaj dalo. Postali so prvaki lige, osvojili nagrado za najbolj športno moštvo lige, imeli pa so tudi prvega strelca. Klub si je nadel ime po kanjonu Zarice, članom je uspel preboj v prvo občinsko ligo, začelo se je načrtno delo z mladimi. V sezoni 92-93 smo se prvič preizkusili v tretji državni ligi, kjer smo plesali samo eno sezono. Naslednji preboj v tretjo ligo je klubu uspel v sezoni 98-99, od omenjene sezone dalje smo redni člani državnega tekmovanja. V klubu so svojo športno pot tlakovali tudi kasneje uveljavljeni igralci Bojan Jokić, Siniša Anđelković, Jaka Štromajer, Josip Piličić. To so samo 4 izmed mnogih, ki so kariero nadaljevali v tujih klubih. Vodilni v klubu so tudi za prihodnje odločeni ostati na začrtani poti. Nadaljeval se bo razvoj športnega parka, rezultatsko pa želimo postati še uspešnejši. Razvoju nogometne infrastrukture je izvršni odbor kluba v zadnjih letih namenil posebno skrb. Celoten športni park se je skozi obdobje gradil načrtno, pred nami je le še celovita obnova centralnega igrišča. Pogoji za treniranje so se izboljšali do točke, ko želimo in moramo razmišljati o tekmovalnem napredovanju vseh selekcij. Nogometni klub v svoji piramidi združuje vse selekcije, od najmlajših pa do veteranov. V te selekcije je vključenih preko 200 nogometašev. Vrh piramide pa seveda predstavlja moštvo članov, ki že 17 let tekmuje v zvezdnem rangu. Za razvoj nogometašev skrbi 12 trenerjev, za izgled in urejenost športnega parka pa skrbijo pridne roke vseh simpatizerjev kluba. Člani izvršnega odbora na mesečnih sestankih kujemo načrte, ki so ambiciozni. Nogometni klub je institucija, delujemo timsko, po vzoru vodenja podjetij. Želimo stalni napredek, želimo imeti zdrav klub. To nam dobro uspeva. Strokovno delo v nogometnem klubu Zarice Kranj poteka od najmlajših, od prvega vstopa v šolo in pa do najstarejših članov, ki so se uspešno uvrstili celo v ligo višje in bojo v naslednji sezoni nastopali v drugi slovenski ligi. Kar se tiče najmlajših, poteka delo najprej po krožkih, po naših osnovnih šolah. Tukaj je za delo zadolžen Stojan Humar. Naprej, ko najmlajši zaključujejo v osnovni šoli za poukom, zaključujejo tudi z delom v telovadnicah in se priključijo delu v klubu, in sicer preko Ostroške nogometne šole Bojan Jokić. Za Bojana vsi vemo, da je začel kariero v našem klubu, zato je prav, da ta šola tudi nosi njegovo ime. V nadaljevanju se te fantje odločijo za tekmovanje in treniranje v klubu pri selekciji 9-letnikov. Za njih skrbi Goran Gogić in te fantje so že registrirani in že tekmujejo na regijskem področju z tekmovanjem malega nogometa 6-6. Naslednji korak je ekipa do 10 let, ki jo pokrivata Rado Kepic in pa Igor Jerič. Te fantje pa že trenirajo 3 do 4 krat na teden in redno tekmujejo v tekmovanju Medobčinske nogometne zveze Gorenjske. Ker je ta ekipa polnoštevilčna, tako kot njena starejša vrstnica oziroma ekipa, imamo v teh selekcijah po 2 trenerja. Tako tudi v selekciji do 11 let Matjažu Zakmajstru pomaga tudi Almir Suljić.
Tudi te fantje trenirajo 3 do 4 krat na teden. Moram pa poudariti, da v ekipi nastopajo tudi dekleta. Od letošnjega leta, torej sezone 2014-2015, pa je v starejši selekciji dečkov do 12 let in do 13 let prvič v veljavi sistem igre 8+1 in s tem sistemom sta se letos srečevala tako David Ušlakar kot trener starejše ekipe dečkov do 13 let in pa trener mlajše ekipe do 12 let Robi Peternelj. Za oba trenerja in pa za vse fante je bila to popolnoma nova izkušnja, namreč nastopati v novih situacijah z večjim številom igralcev na večjem igrišču je bila preizkušnja, pa lahko rečemo, da so fantje to dobro usvojili in tudi gledali smo dobre nogometne tekme. Starejša ekipa dečkov do 15 let pod vodstvom Roberta Marušiča je, lahko rečem, letos prekusila sama sebe, namreč osvojili so mesto v zgornji polovici lestvice, kar pred začetkom sezone ni nihče pričakoval. Zakaj? Naš klub ima to smolo ali pa po drugi strani tudi srečo, da tukaj najdejo zatočišče fantje, ki imajo zelo radi nogomet. Za igranje na višjem rangu pa jim mogoče zmanjka motiva ali pa malo znanja. Zato imamo srečo, da igrajo v našem klubu in resnično lahko rečemo, da je Robert Marušič letos z njimi naredil ogromno, zato je dosežek uvrstitev na lestvici res lep uspeh. Naslednja starejša ekipa so kadeti do 18. leta. Vodi jih Tomaž Žukevič, ki je imel zbrane fante iz generacije letnika 98 in 99. Te fantje so z vstopom v srednjo šolo bili pred hudim izzivom, kako in na kakšen način se motivirati za igranje in pa štartanje na prvo mesto, kajti želja v klubu je bila, da se kadetsko in mladinsko moštvo z čimprejšnjim kvalitetnim delom in pa uspehom uvrsti v višji rang tekmovanja. Mladinsko moštvo pa je vodil v letošnji sezoni Robert Peternelj, ki pa je imel poleti ogromno organizacijskega dela, da je sestavil konkurenčno ekipo mladih fantov iz Gorenjske, ki so imeli priložnost dobiti minutažo tudi z igranjem v Gorenjski ligi. Namreč to so bili fantje, ki niso dobili priložnosti ali pa niso bili zadovoljni z igranjem v drugih kranjskih klubih, zato so bili lahko zadovoljni, da so dobili priložnost v nogometnem klubu Zarica. Z vratarji v klubu dela Elvir Alibabić, in sicer od najmlajših začetnikov, ki prvič probajo rokavice, in pa do najstarejših članov. Treningi potekajo 2 do 3 krat tedensko in Elvirju se lahko zahvalimo za vse dobre obrambe, ki so jih pokazali naši vratarji. Vrh naše strokovne piramide pa je seveda naše člansko moštvo z trenerjem Janezom Zupančičem in z igralci, ki so dosegli zelo lep uspeh že z uvrstitvijo na prvo mesto v tretji ligaški konkurenci. Preko kvalifikacijskih tekem pa so premagali tudi nasprotnike iz Ajdovščine in se zasluženo uvrstili v drugo slovensko ligo. Športni park Zarica z svojimi nogometnimi igrišči ponuja dobre pogoje za napredek tako igralcev kot ekip našega nogometnega kluba. 2 veliki igrišči z naravno travo in eno malo nogometno igrišče so dovoljšna podpora in pa zagotovilo, da trenerji lahko kvalitetno in strokovno trenirajo.
Delam z najmlajšimi otroki. Mislim, da zanimanje za nogomet je še vedno dovoljšno. V šolskih krožkih se otroci radi vključujejo v nogomet, čeprav je konkurenca ostalih športov in ostalih krožkov kar velika. Verjetno je nogomet še vedno tisti magnet, ki privlači določeno število otrok. Z njimi seveda ne moramo takoj začeti trenirati kot z starejšimi, ampak začnemo nekje z igranjem nogometa in potem pridemo na bolj resno delo. Prvi treningi se pravzaprav odvijajo v šolskih telovadnicah. Torej v oktobru, vsako šolsko leto nekje v oktobru začnemo z temi krožki po šolah. Gledamo na to, da se vpiše čim več otrok, čeprav težko reči, da so to treningi. To je bolj animacija otrok v nogometu. Trener za najmlajše mora biti predvsem pedagog. Najprej pedagog, potem trener. Namreč otroci v tej starostni skupini je težko reči, da lahko trenirajo neke zamisli trenerja, ampak jih je treba z igro pripraviti na to, da se vključujejo v nogomet, da se igramo nogometa. Skratka, bolj igra, bolj kot pa ta pravo treniranje. Pri prvih nogometnih korakih nekje poudarjamo predvsem na to druženje, na delo v skupini, na spoštovanje avtoritete. Predvsem to, potem šele pride nogomet. Namreč otroci pridejo z različnega okolja in vsak po svoje prenese svoje navade v doma in jih poskušamo recimo skozi to igro nogometa nekje pripraviti do tega, da bodo lahko naprej trenirali. Ne pa takoj začeti s treningom, ker to ni najboljša poteza. Torej, igramo se nogometa, se navajamo eni na drugega, navajamo se na trenerje, navajamo tudi konec koncev tudi na red in na spoštovanje avtoritete. Poleg tega, da se navajamo na žogo, da poskušamo vladati žogo, je tudi razvoj koordinacije, nekaj bolj pomembno, recimo otroci čez 6 let, recimo, če malo pretiravam, lahko rečem, da so se komaj hodilno naučili hoditi. In potem je treba te koordinacije razvijati. Je pa to značilno, da v tej starostni skupini so pri posameznih otrokih te koordinacije različno razvite. Nekateri so že kar v redu, potem nekateri so pa malo bolj trdi, če tako rečem. In skozi te igre, skozi tudi ostale igrice in skozi to probamo najprej te koordinacije razviti. Potem seveda ob žogi, da se ve. Jaz sem Nejc, mi igramo nogomet, imamo 2-krat na teden treninge, tekme imamo med vikendi, zelo dobro igramo, ker imamo tudi trenerja zelo dobrega in zelo uživamo, kadar damo gol. V našem klubu obstaja tudi nogometna šola za najmlajše, ki imenujemo po našemu bivšemu igralcu Bojanu Jokiću. Bojan Jokić je začel kot pionir v naših vrstah v prvem razredu, potem nekako do 16. leta vztrajal v našem klubu, na kar pa je seveda glede na njegovo kakovost šel v druge boljše klube. Ko smo začeli bolj intenzivno delati z mladim, seveda nam je prišla ideja, da bi uporabili njegovo ime, kar se je on strinjal, in tako že kar nekaj let obstaja ta šola. To so v bistvu otroci, ki so med letom po krožkih in nazadnje, to se pravi v mesecu maju in juniju, jih zberemo v Zarici. Tukaj organiziramo nekje do 10 treningov in za seveda višek vsega je pa obisk Bojana Jokića, ki se ravno v tem času vrne domov, obišče otroke, jih, če tako rečemo, obdari in kaj lepega pove. Seveda otroci so navdušeni, kajti nimajo možnosti vsak dan se srečati z reprezentantom, tako da je to kar lepo doživetje. Vsako leto se v to šolo vpiše okrog 20 otrok in potem seveda želja je tudi naša, da se potem ostanejo v klubu in kasneje nadaljujejo v starejših selekcijah. To je že dolgo tega nazaj, spomini so zelo lepi, tukaj sem naredil prve nogometne korake,
Spomnim se celo prvega treninga, res je, da smo imeli mogoče slabše pogoje, vse skupaj. Zdaj je Zarica, mislim, nogometni klub Kranj, res en dober klub, upam, da bo člani tudi prišli v drugo ligo in s tem bo tudi vse boljše. Otroci imajo boljše pogoje, kot smo jih imeli mi in mislim, da bo tudi med njimi kakšen naslednji Bojan Jokić, oziroma vsi so nadobudni, pridni in vsako leto se rad vrnem spet sem in malo pokramljamo, pogovarjamo se v nogometu in samo lepo. Prvi vzorniki mladim nogometašem so predvsem najboljši igralci, kot recimo Messi, Ronaldo in tako naprej. Otroci se ponavadi poistovetijo z otroško družbo, na treninge hodijo predvsem, ker so zelo tekmovalni in ustvarjajo si svojo igro. Vadba poteka z ogrevanjem, ki se prične po 15 minut. V ogrevanju imamo premagovanje ovir, se pravi vodenje žoge z notranjim in zunanjim stopalom okoli stožcev na določenih razdaljah, krajših oziroma na razdaljah, ki tisto spretnost dokazujejo otroci. Potem imamo po ogrevanju 15-minutnem imamo tudi igro v prostoru, kjer otroci pokažejo svojo največjo dobro lastnost. Nekateri so zelo aktivni v teh letih, že spremljajo način igre od dodavanja do utekanja v prazni prostor, kot v žargonu pravimo utekanje v globino. Nadaljujemo s procesom določenih tehničnih lastnosti, ki jih pokažejo otroci. To so preigravanje, vodenje žoge v prisotnosti soigralca in zaključkom na gol. Zadnja panoga nam ostane 20-minutna, je pa predvsem igranje 3x3, 4x4 ali 5x5 in s tem tudi zaključimo trening. V teh selekcijah stres še v manjši meri je prisoten, ker nekateri še ne opazijo pomembnosti tekem, igrajo samo, da bi dosegali gole. Otroci pa komaj pričakujejo tekme in želijo pokazati tisto, kar so se naučili. Trener je definitivno največji dejavnik, ki vpliva, kako se bo otrok odločil. Če se postaviš v vlogo očeta, to oviro lahko spelješ brez težav. Otroci so bogatstvo in tako naj tudi ostane. Karkoli se odločijo, je potrebno poslušati njihovo srce. Živijo, smo igralci Zarice. Navijam za Crveno zvezdo in Chelsea. Moj igralec je od napada do obrambe igral vse. Jaz pa sem sredina. Smo stari 9 let, to je naš najmlajši igralec in to je naš najmlajši igralec. Se zelo dobro razumemo, imamo 3-krat na teden treninge in vsak petek tekme. Na enem turnirju smo zmagali in kaj smo dobili? Medaljo! Zarica Kranj! Pri tej moji starostni skupini še ne delim igralce na dobre in slabe, ampak predvsem na pridne in malo manj pridne. Vsak igralec je lahko dober, včasih lahko pa je tudi najslabši. To je vse odvisno od njegovega razpoloženja in od njegovega odnosa do nogometa. Sam ocenjujem, da je najboljši oziroma dober igralec tisti, ki redno obiskuje treninge, disciplinirano vadi in posluša navodila, ki jih pač dajem igralcem. Sam rešujem to zadevo na tak način, da jih animiram in jih razdelim v dve skupini, tako imenovane imam tigre in leve.
Veliko število igralcev na treningih je lahko breme. Največja težava pri mlajših selekcijah je ravno ta. Vsi vemo, da je najbolj učinkovit trening z 10 do 12 igralci. Večje število, kot jih imaš ob sebi, težje je. Seveda je ogromno trenerjev, ki morajo delati z 20 ali celo večjimi in kvaliteta sigurno takrat pada. Sam bi v tem primeru reševal situacijo na različne načine. Predvsem bi jih razdelil v manjše skupine in bi delal po fazah ali v etapah ali v nekih postajah. Če pa bi bilo potrebno, pa bi tudi razdelil igralce v 2 skupine in bi naredil 2 treninga. Mislim, da je vloga trenerja mladih zelo odgovorna naloga, ker trener s svojim zgledom in delom vpliva ne samo na razvoj telesnih sposobnosti, ampak tudi na njihovo duševnost in obnašanje. Ena od glavnih odlik dobrega trenerja mladih je, da ima pošten odnos do vsakega mladega igralca, je enako pravičen do vseh, natančen pri prihodu na treninge, ne uživa alkohola in ne kadi v prisotnosti otrok, ne zmerja in predvsem ne žali otrok. Mora imeti ravno pravo distanci z igralci, saj odnos med igralci in trenerji temelji na medsebojnem zaupanju. Trener mora imeti posluh za probleme mladih igralcev. Jim v določenih primerih svetuje in pomaga ne samo kot bodočim nogometašem, vendar tudi kot bodočim članom družbe. Trener mora biti tudi vzgojitelj, poskušati mora pri igralcih spodbuditi delavnost, odgovornost, rednost, športnost. Naučiti mora igralce tudi znati pošteno prenesti tako poraz kot zmago, saj se iz obeh, tako poraza kot zmage, lahko veliko naučimo tudi za naprej v življenju. Igralca pripraviti na tekmo, če je nasprotnik starejši, je včasih velika težava. Vendar, glede na to, da smo selekcija, ki smo vhodni letniki in praktično skozi celo sezono igramo z leto starejšimi, sam ne vidim nekih večjih težav. Moram poudariti, da v naši ekipi imamo še pač to srečo, da ogromno tekem zmagamo in praktično igralce motiviramo že samo s tem. Se pa strinjam, da je težko ravno takrat, kadar imamo kakšen hud poraz. Sicer otroke učim, da zaenkrat rezultati niso pomembni, predvsem se držim starega reka in ga ponavljam iz dneva v dan. Če boste dobro igrali in če boste izgubili, je ravno tako, kot da ste zmagali. To daje igralcem še dodaten motiv in glede na to, da smo kar uspešni, se praktično igralci ne obremenjujejo več s tem, ali so nasprotniki starejši ali mlajši. Predvsem se podredijo svoji igri in poskušajo odigrati na nivoju, ki ga jim pač postavim. Sem Nemanja Markovič, igram v NK Zarica Kranj, sem številka 30, star sem 10 let in igram napad. Za nogomet sem se odločil zato, ker je dober šport, pa prvič, ko sem bil v vrtcu, sem ga igral, pa mi je en gospod rekel, naj se vpišem, ker sem dober. Treniramo 4-krat na teden, v petkih imamo tekmo, pa imeli smo že veliko tekem, pa veliko golov sem še zadev. Nazadnje smo imeli turnir v Ajdovščini, tam smo osvojili 2. mesto, v finalih smo izgubili pred Ajdovščini 3-1. Ko je bil turnir končan, je prišel helikopter, pa je pol bombone dol metu, pa smo jih pol začeli loviti. Pri ekipi U11 se igralci grupirajo večinoma glede na to, v katero šolo hodijo, po karakterju, medsebojnem razumevanju in druženje izven igrišča, pa tudi glede na to, v katero ekipo spadajo. Jedro ekipe je ponavadi kapetan ekipe,
ki za seboj potegne ostale, a še vedno pri tej starosti potrebujejo trenerja za bolj usklajeno delovanje. Kapetan pa je tisti, ki je sposoben, poslušen, vesten na treningih in priljubljen med igralci. Igralce motiviram med drugim s tem, da v trening vključim njihove želje, predvsem ideje. Med treningi se tudi pošalimo, a igralci morajo vedeti, da je resno delo. Spodbujam jih tudi s tem, da bodo s treningi postali boljši, uspešnejši. Mislim pa, da to pripelje tudi do tega, da igralci starše prepričajo, da jih pripeljejo na trening v vsakem vremenu. Pri prehodu iz malega nogometa 1.6 na 1.8 začnemo pri postavitvi igralcev na igrišču, seznanitvijo z večjim igriščem in orientacijo na njem, potem pa na delu obrambe, razširjeni igri in nenazadnje na delu z vezisti in napadalci. Seveda pa jih tudi seznanim z malce drugačnimi pravili in taktikami, ki bodo učinkovite in bodo prinesle dobre rezultate. Izobraževanje in razvoj trenerja poteka z izmenjavo izkušenj z drugimi trenerji preko seminarjev, različnih videoposnetkov in zapisov v strokovni literaturi in nenazadnje tudi z izkušnjami, ki jih prinesejo igralci. Zmaga na tekmi v večini primerov prinese več, saj so bolj motivirani, samozavestnejši, poraz pa je učinkovit na dolgi rok, saj se z njega nekaj naučijo in včasih svojo trmo in odločenost dosežejo več. Zdravo, jaz sem Kristjan, igramo v selekciji U11. Danes smo imeli tekmo, zmagali smo obe, tudi B ekipa je igrala zelo dobro. Bilo je zelo vroče, treningi so zelo zabavni, imamo super trenerja, a je tako, fantje? Ja! Razvoj otroka pri starosti U12 je zelo specifičen, ker nekateri otroci odstopajo po velikosti, težji, nekateri so nižji, lažji, in pri tem je seveda potrebno upoštevati tudi njihove gibalne sposobnosti. Skozi razvoj igralca od starosti 7. leta dalje je potrebno pri igralcu razvijati sposobnosti koordinacije, agilnosti, hitrosti, in pri tem se potem pri starostni skupini U13, U12 se potem že pokažejo določene razlike med igralci, ker nekateri igralci odstopajo po višini, po teži, potem nekateri igralci ne sledijo naporom in je potrebno seveda trening prilagoditi tej starostni skupini. Trener vpliva na udeležbo na treningih predvsem z raznovrstnostjo vadbe. Pri tem je potrebno upoštevati zahtevnost vadbe, ker nekateri igralci zaradi svojih fizičnih indispozicij ne morejo, ne sledijo vadbi. Pri tem je seveda treba vadbo prilagoditi slabšim, tistim, ki ne zmorejo. Tisti, ki pa zmorejo, jim pa dati dodatne naloge, dodaten program, kjer v bistvu svojo superiornostjo, svojo težnjo k boljšemu, k močnejšemu napredujejo. Pri selekciji U13 se pri igralcih srečujemo tudi s puberteto. V resnici gre pri puberteti za določeno razvojno obdobje, ki ga mora otrok dati skozi, prav tako pa tudi starši in tudi trener. Otroci v tem obdobju burno doživljajo stvari, so bolj občutljivi, kar se pokaže na primer v njihovi razboljivosti in upornosti. Trener mora to vzeti v zakup, hkrati pa jih ozaveščati, da se svet ne vrti samo zaradi njih. V mislih imamo otroka kot bitje, ki se telesno in duševno odziva na določene dražljaje,
okolice, igrišča ali njega samega. Po drugi strani pa ne smemo zatreti otrokove samostojnosti, ustvarjalnosti, ker ostanemo v praznem prostoru. Otroko doživljanje in ravnanje v tem obdobju nam kaže več pasivnosti kot aktivnosti. V letošnji sezoni smo se z ekipo prvič srečali z igro 1+8, ki od igralcev zahteva več taktične discipline, saj je igrišče bistveno večje in širše. Prav tako so razdalje med igralci večje, kar zahteva boljšo fizično pripravljenost igralcev, več teka, več kombinatorike. Tudi naloge posameznika niso omejene zgolj na doseganje zadetkov ali igranje naprej, ampak zahtevajo tudi delo v obrambi. Otrok se počasi poistoveti z igralnim mestom, ki ustreza njegovim taktično-tehničnim sposobnostmi. Hkrati pa v tem obdobju loči otroke, ki so fizično naprednejši in bolj zreli od otrok, ki zamujajo v biološkem razvoju. V praksi je igranje nogometa v tej starostni skupini učenje in ponavljanje določenih postopkov z namenom doseganja taktične discipline in usmerjanje otrok v gibanje brez žoge. Zmaga je seveda v športu imperativ. Zmagati pomeni premagati nasprotnika. In to otroci ponavadi jemljajo zelo resno. Zato je potrebno igralce v tej starostni skupini pripraviti tudi na grenkobo poraza, ker igrajo ponavadi ali izključno z igralci, ki so starejši, ki so fizično bolj sposobni, ki so hitrejši, ki so močnejši in v bistvu imajo tudi za sabo več treningov, saj eno leto treninga pomeni kar dosti v nogometnem razvoju. Zato je potrebno tem fantom predstaviti, da je zmaga že to, da sodelujejo, da se borijo, da imajo tekmovalni duh in da ekipa, ki tudi ponavadi je poražena, tudi zmaga. Zmaga pa z svojim duhom, z svojo prisotnostjo, z svojim pristopom. Prizadevam si, da bi se fantje v tem obdobju navadili na večje obremenitve in predvsem v tem na rednost treniranja. Vse to vodi k sodelovanju starši, k napredku, čeprav je v tem obdobju trener včasih za otroka pomembnejši od starša in ga kot otrok bolj spoštuje in upošteva. Zato je trenerjeva vloga pedagoga tu ključnega pomena. Prav tako vodi v tem primeru pravilo zgleda, saj se otroci med seboj popredalčkajo. In le prava usmeritev trenerja vodi k skupnemu cilju, to je učenje nogometa. Trener je zelo dober, nas nauči, da se ne kregamo. Treningi so dobri, se veliko naučimo, veliko novega ponavljamo, da ne delamo preveč napak na tekmi. Tako da pa malo igramo, malo se zabavamo, malo se hecamo, takrat, ko je pa treba delati, pa gremo zares. Na tekmah imam problem, ker zelo veliko stvari igram. In če ni golmana, grem tudi jaz v gola, ne. Tako da takrat je močkan trema, drugače pa je kar fajn. Te dva sta tudi pridna. Kar se tiče motivov, bi lahko rekel, da za vsakega nogometaša je to en velik preskok. Iz majhnega nogometa na večji nogomet, sploh v kategoriji U15. Mi trenerji vemo, kakšne pogoje ima Triglav ali drugi klubi, ki so mogoče še malo na večjem nivoju, v Ljubljani ali Maribor. Na Zarici pa delamo na tem, da bi tudi mi enkrat prišli v prvo slovensko ligo, kajti to bi dvignal klub na en višji nivo. Kajti vsi vemo, če je 15 v prvi ligi, se avtomatsko klub s tem dvigne, kajti ta starostna skupina je najbolj pomembna za moje pojme v klubu, kajti s tem dobiš mlajše selekcije in unik, ki so boljši, grejo pa v mladinski pogon, kadetski in tako tudi v članski. Jaz hočem na otroke dati čim več stvari, ki sem jih doživel sam kot nogometaš.
Spomnim se mojih trenutkov, ko sem prišel v Naklo iz mladinskega pogona, kjer je bil trener Brane Oblak in zame je bil to največji preskok in vem, da sem se od njega veliko naučil. S tem tudi jaz hočem na otroke vplivati na tak način, da jim daš čim več takih trenutkov, ki si jih sam doživel, kar se tiče nogometne igre, od psihologije do veselja, kajti te otroci v teh letih zelo problematični in vemo, da rabijo več pozornosti. Zaradi tega probam jim na igrišču pokazati in dati vse od sebe, tako da jih damo v pravo smer, da bojo enkrat lahko doživeli ta trenutek, mogoče tudi en od teh igralcev, ki so zdaj v Zarici. Jaz sem nikoli ne bi odpisal enega manjšega igralca. To sem zdaj doživel, ker sem videl, da en po fiziki mogoče je tehnično boljši, ampak fizično pa pač ne more konkurirati ali pa biti na unmu nivoju. Ampak te igralci se s časoma izenačijo. In ko pridejo na isti nivo, tehnično, ki je bil tehnično boljši, je sigurno večje prednosti, kajti ki je bil tehnično slabši in bil fizično močnejši, je v tisti kategoriji bil pač boljši, ker je bil večji, fizično močnejši. Ampak, ker se pa enkrat to zgliha na enem mladinskem, članskem, pa jaz za moje pojme mislim, da oni, ki so bili fizično slabši, tehnično boljši, večne šanse, da uspejo v nogometu. Ni pa zmeraj tako. Veliko zgodb je takih, da so bili veliki igralci, hočejo biti trenerji, pa pač jim ni uspel. Se pa strinjam, da vsi veliki igralci, ki so bili kdaj v nogometu in igrali v velikih klubah, sigurno tem otrokam, sploh otrokam, jaz pravim, dajo lahko veliko tega. Kajti otroci rabijo idole. In nekdo, ki je igral na eni visokem nivoju, jim sigurno lahko pokaže to in na igrišču, in z odnosom, in z vsem, kar je doživel v karieri. In jaz mislim, da tega otroci mogli čim več imeti, da bi to črpali in s tem bi sigurno napredovali. Kar se tiče pa drugih stvari, vemo, da veliko trenerjev, ki so bili dobri igralci, pač niso tudi uspeli na karieri trenerja. Tako da je to tudi relativno. No. V vsakem primeru se mi zdi, da je prehod v srednjo šolo za igralce, kar se nogometa tiče, ne ravno spodbuden za sam njihov razvoj nogometa. Različni vplivi srednješolskega življenja v bistvu na nov, v primerjavi z življenjem oziroma dejavnostmi v osnovnošolskem življenju, manj prostega časa, večja zahtevnost v šoli, malo večja samostojnost, čeprav še vedno niso osamosvojeni, ampak nekje glede na to, da hodijo v druge kraje, izven domačega kraja v srednjo šolo. Vse to se mi zdi, da vpliva slabše kot v osnovni šoli. Tudi starši niso več toliko prisotni pri sami dejavnosti otrok, tako da so otroci bolj ali manj kar prepuščeni pač lastni, ne vem, ali angažiranosti, ali želji, ali volji, da pridejo na trening. Skratka, sam prehod v srednjo šolo, siguren, vsaj v teh razmerah, na tem nivoju tekmovanja, kateri moji fanti igrajo, v 17 Gorenjska liga, ni ravno prav velika vzpodbuda. Pri igralcih kadetske ekipe se mi glede na same izkušnje, lastne izkušnje, zdi, da je zelo pomembna enakovredna komunikacija, na enem enakovrednem nivoju med trenerjem in igralci. Zdaj, dobil sem občutek, da ne marajo kakšne hude vsevednosti trenerja, v bistvu po domač rečen enega govorenja v prazno, radi vidijo, da se zadeva enostavno obrazloži in da predvsem na samem treningu vidijo poleg razlage same določene vaje konkreten učinek, kje lahko tisto vajo oziroma določeno stvar, ki smo na treningu naredili, lahko tudi na tekmi uporabijo. Zdi se mi pa tudi, da moram kot trener dostikrat imeti en tak ponižen odnos do njih. Zdi se mi, da je, če hočem biti nad njimi,
pride do ene take stvari, da enostavno imaš občutek, da te napustušajo, da si mislijo svoje. Skratka, dostakrat se probam spuščati na njihov nivo komuniciranja, njihov nivo tem, ki jih imajo. Tudi kakšno stvar dostakrat pač v štosu skozi predelamo, skozi njihov življenje srednješolsk. Tako da zdi se mi, da na vprašanje, samo vprašanje, kaj poleg strokovnega znanja trener v tej kategoriji nuca, se mi zdi, da je predvsem ena dostopnost do igralcev, do njihovih težav, pa do njihovih pač interesov, ki jih imajo. V starostni skupini U19 je zadeva zelo podobna kot v mlajših selekcijah. Nekateri igralci so v razvoju pred ostalimi, nekateri v razvoju zaostajajo tako telesnem kot psihološkem. Zato je psihološki vidik priprave teh otrok, infantov za igranje nogometa zelo pomemben. Pri tem je seveda treba upoštevati, da je mladinski nogomet že tekmovalen nogomet, da se tukaj igra za rezultat. Povezava med mladinskim in članskim nogometom v klubu je ključnega pomena. Zakaj? Zato, ker fantje, ki izhajajo iz mladinskega nogometa, so igralci, ki so vzgojeni v domačem klubu. In to je zelo pomembno. Zakaj? Zato, ker so lojalni do kluba, ker poznajo razmere v klubu, ker poznajo duh kluba, spremljajo člansko ekipo, nekateri imajo celo idole v tej članski ekipi, hočejo biti isti kot igralci članskega moštva. Potem motiv seveda mladinskega nogometaša je, da uspe in da se prebije v člansko moštvo. In temu primerna je tudi povezava med mladinskim in članskim trenerjem, ki je, moram reči, zelo ključnega pomena. In v klubu delamo v tej smeri, da igralce, ki so izhodni letniki, pripravljamo na članski nogomet. Zahteve trenerja, zahtevnost treningov so temu primerne. In to se stopnjuje proti koncu tekmovalne sezone. Nekateri igralci, ki izstopajo s svojim znanjem, s svojim pristopom, seveda tudi, da so klubsko naravnani, te igralce že usmerjamo in priključujemo članskemu moštvu. In za njih je to neka dodatna aktivnost in seveda tudi nagrada za njihovo delo. Pri starostni skupini U19 je zadeva specifična, ker fantje bistveno iz pubertetnega razvoja prehajajo v neki odrasli svet, v članski nogomet. In pri tem seveda iščejo samega sebe, iščejo vsaj svoj jaz, iščejo nove izzive, iščejo neke cilje v življenju in dejansko je motivacija izrednega pomena. To pomeni, da trener, ki vodi mladinsko ekipo, mora igralce pripraviti in trenirati kot v članskih ekipah. To pomeni, da je nivo treningov, zahtevnost treningov bistveno večja, bistveno zahtevnejša. In s tem tudi motivacija teh igralcev. To pomeni, da imajo otroci poleg nogometa še druge prioritete v življenju. To je šola, mogoče kakšen drug šport, kultura, nekateri se ukvarjajo z raznoraznimi zadevami in jim zmanjkuje časa. In je zanimanje za nogomet dejansko v tej starostni skupini vprašljiv. Noben vratar se ne rodi že narejeno. Lahko se rodimo z dobrimi predispozicijami, ampak če na tem ne delamo, nikoli ne bomo razvili dobrih lastnosti. Moramo vedeti, da na uspeh vratarja vpliva več dejavnikov. Najprej so tu
genetske oziroma morfološke lastnosti, to je, kar podedujemo od staršev oziroma kar ob rojstvu pridobimo in predstavljajo potencial za razvoj neke lastnosti. Okolje je zunanji dejavnik, ki ravno tako vpliva na, ali bomo te lastnosti razvili ali ne. Naprimer, domače okolje, spodbude iz okolja, trenerji, vadbeni program, pogoji za trening in na koncu imamo še potem samoaktivnost, ki je najbolj poglavitna. To pomeni, kar mi sami delamo, si želimo, vlagamo, naredimo in na koncu dovolj časa vztrajamo, da bi te lastnosti lahko razvili. Mladi vratar potrebuje predvsem priložnost, da se pokaže in dokaže. Potrebno mu je zagotoviti kar najbolj široko podlago. Vadbeni program mora temeljiti na raznovrstnih vsebinah, ki naj bi zagotavljali razvoj vseh funkcij in na pridobivanju številnih gibalnih izkušenj. Začetni izbor in usmerjanje kandidatov je eden najbolj pomembnih in ključnih dejavnikov uspeha. Seveda, skupinska vaja z igralci prav pride, saj se najbolj približa sami igri, ki jo igramo na igrišču. Tu je vratarjeva tehnika in taktika branjenja gola prilagojena glede na različnost strelov. Pri tem je mišljeno tako situacijo na igrišču, igralno mesto, od koder se strelja, oddaljenost od vrat, strelni kot, položaj strelca in noge, s katero streljate, položaj in možnosti posredovanja branilcev. Kako uspešna je ekipa, je v veliki meri odvisna od uspešnih posredovanj vratarja. Sama napaka vratarjev po pravilu že pomeni zadetek, ki lahko odloča o zmagovalcu. Kako vpliva na vratarja samega, je odvisno od njegovih sposobnosti, značilnosti, lastnosti, znanj in izkušenj. Napaka ne vpliva samo na vratarja, vpliva tudi na sam potek igre, psihološko tudi vpliva na soigralce, tudi trener se mora prilagajati igri oziroma kar se dogaja na igrišču. Napaka pa ni samo prejeti gola, ne? Predvsem je pomembno, da mora trener prepoznati nepravilnosti in nepopolnosti pri osnovnem postavljanju in pomikanju vratarja po golu, mora prepoznati nepravilnosti branjenja pri branjenju vratarja iz različnih igralnih položajev v specifičnih igralnih situacijah in na koncu, kar je najbolj pomembno, trener mora znati nepravilnosti s pravilnim načinom učenja in treniranja odpraviti. Ja, glede na to, da smo osvojili prvo mesto in to premočno v 3. ligi Center, menim, da je naša kvaliteta za drugo ligo povsem ustrezna, seveda pa je glede na višji rang tekmovanja potrebno intenzivirati treninge, torej ni posebnega vprašanja, vprašanje je edino morda večje število igralcev, kajti to samo prinaša večjo zagnanost na treningu, to je pa pogoj za uspeh in tega se ni treba bati. Drugoligaška konkurenca zagotovo zahteva optimalne pogoje za člansko ekipo. Na Zarici je glavno igrišče in tudi pomožno lahko zelo dobre kvalitete. Verjetno bo potrebno posvetiti tem igriščem še malo več skrbi pri vzdrževanju. Vsekakor pa bo potrebno na drugoligaškem nivoju zagotoviti, da bo imelo člansko moštvo vedno vsak trening na razpolago celo igrišče. Kajti to je pogoj, da se osvaja že v procesu treninga tiste linije gibanja, ki pridejo najbolj v poštev na vsaki prvenstveni tekmi. Trenerjev naloga je, da doseže optimalno delo na treningih, potem pa v zadnji fazi, ko pošlje igralce na igrišče ali ko opravi določene menjave, če so igralci slabi, to je praktično njegova naloga največja. V Sloveniji sicer lahko vodimo tudi na prvoligaškem nivoju, razen morda v Mariboru, tekmo celo verbalno, ker ni takšno število gledalcev, da bi se to ne bi slišalo. In z vsemi ukazi, torej je to vse se sliši, morda se včasih še preveč sliši za nekoga. Vloga, jasno, da je, trener je sestavni del moštva, no in če je postavil pravilno moštvo, pa če so za tem rezultati, vsaj mislim, da je potem tu neka prava simbioza in temu ne morem nikoli trditi, da je vloga nepomembna, je pomembna, ampak v končni fazi so pa le igralci tisti,
ki morajo vse tisto, kar se dogovorimo na igrišču, realizirati. To pa pomeni, da delujemo na istem nivoju. Med igralci moram velikokrat poslušati, da so stari, nekateri, da so veterani, nekateri, da so izkušeni. Ko pa pogledam leta, pa če jih primerjam z mojimi leti, mislim, da so še vedno mladinci, tudi tako jih jemljem in torej imajo še pred seboj še nekaj, samo eno je, potrebno bo trenirati in tukaj resnično s tistim, kar imaš na razpolago, moraš biti zadovoljen. Ti igralci imajo svojo kvaliteto, ki so jo že tudi dokazali. V Zarici pa mislim, da še niso rekli vse in doseči treba samo to, da reče vse. To bo pa možno le, če bo res še optimalna zagnanost na vsakem treningu. Uvrstitev v drugo ligo je v bistvu en velik dosežek, hkrati pa odgovornost, pa obveznost predvsem vseh v klubu, nas starejših igralcev in predsednika in vseh ostalih, da pač to odgovornost vzamemo skrajno resno in zagotovimo tem mladim priložnost v drugi ligi, ker to je najbolj pomembno, da pač dobijo priložnost, ne samo, da se pač jih postavi zraven kot eno številko, pa potem iz tega ni nič. Mi moramo stremeti temu, da bomo promovirali svoje gorenjske igralce in da iz tega v končni fazi potegnemo nekaj in da naredimo, ne vem, nove Jokiće, nove Iličiće in podobno. Zgodovinski uspeh kluba. Srečen sem, ponosen, kaj ne rečem, na trenerja, na pomočnika, na vse, ki so verjeli v nogometaše. To so naši rdeči vragi. Niso še rekli zadnje besede, prepričan sem v to. Uvrstitev v višji rang je nagrada za slehernega nogometaša in funkcionarja in hkrati tudi obveza za delo, ki je pred nami. Hvala vsem navijačem za odlično vzdušje in podporo moštvu, ki je skozi celotno sezono dominirala v 3. slovenski nogometni ligi.